da rojak prost bo vsak, ne vrakle so se bomejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrakle so se pomejak. Spoštovane gospe in gospodje, cenjena Maja, hvala lepa za tole čudovito ustvarjeno vzdušje na današnji predstavitvi kandidatke za poslanko v Državnem zboru, gospe Renato Gabrovec. V čast mi je, da lahko v naši sredi pozdravim tudi predsednika Slovenske ljudske stranke, magistra Radovana Žerjava, podžupana občine Vitanje in predstavnika občinskega odbora, gospoda Milana Hrovata, in pa našega podpredsednika, dolgoletnega predsednika občinskega odbora Staneta Flima in seveda vse vas, predstavnike medijev in pa člane občinskega odbora. In takšen izjemen dan je danes že začetek te novinarske konference, kaže na tisto vzdušje, ki vlada v tej Dravinjski dolini. To je pripadnost naši državi Sloveniji, slovenstvu, vrednotam, ki vladajo v teh krajih. In verjamem, da bo današnja napoved kandidature in tudi kasnejši dogodki, da bodo pripeljali do tistega 4. decembra, ko se bomo vsi skupaj veselili uspeha naše kandidatke in da bomo potem dobili pravzaprav orodje v roke, da bomo lahko skupaj sodelovali v dobro vseh nas, naše države. Predlagam, Renata, da upraviš to svojo osebno predstavitev. Kasneje bomo seveda zaprosil še vsega stranke in pa vsakega izmed nas, da bomo kakšen stavek temu dodali. Hvala za besedo. Posebej se vam ne rabim predstavljati, saj ste vsi domačini. Veste, da sem res vpeta v to lokalno skupnost, da živim in delam tukaj. Mogoče še samo besedo dve o tem, kako je prišlo do tega, da sem se odločila, da sprejmem povabilo in pa tudi na koncu koncev zaupanje Slovenske ljudske stranke. Veste, da me je v imenu občinskega odbora Konjiškega in Vitanskega nagovoril gospod Miran Gorinšek. Po pogovoru doma, seveda se te stvari pač morajo nekako dogovoriti z domačimi, ker družina se mora s tem strinjati, ne? Mi je moj mož rekel, pred 20 leti, ko je bila slovenska vojska, ko se je začela vojna za Slovenijo, sem se prostovoljno javil, da grem braniti domovino. Zdaj pa je mogoče na tebi, da se tudi ti odločaš in greš mogoče ne braniti domovino, ampak mogoče pomagati ljudem, dati svoj doprinos. Jaz ti zaupam, jaz verjamem vate. In evo, malo sta me še potem gospod župan in pa gospod predsednik spodbudila in danes sem tukaj. Padlo je vprašanje, kaj pa lahko sploh jaz ponudim ljudski stranki ali pa Sloveniji. Ampak tisti, ki me poznate, dobro veste, da stojim za svojimi besedami. Da moja beseda ali pa moji projekti, ki sem si jih zadala in o njih govorila, niso obviseli v zraku, ampak so se realizirali. Vedno sem pač, ker sem izhajala ker sem pač delala z ljudmi na terenu, sem izhajala iz tega, da sem v službi zato, da jim pomagam. In tudi zato sem se odločila, da sprejmem kandidaturo
na svoj način pomagam. Jaz sem se pripravljena učiti. Zanimivo, pred 7 leti, ko sem sprejela službo na Rdečem križu, so me novinarji spraševali, kako mislim organizirati delo. Pa sem rekla, počakajte, da zaviham rokave in da se zarijem v delo. Ni bilo treba dolgo čakati. Po enem tednu je bila toča in to je bila moja prva preizkušnja, ko je takratni župan, gospod Jazbec, me postavil na mesto predsednice komisije, ko smo ocenjevali škodo na terenu in tudi sredstva, ki so se zbirala na našem računu, potem pravično razdelili. Veliko delo je bilo za nami in tisto mi je dalo za leta. Pravzaprav se res ničesar ne ustrašim in tudi verjamem, da mi bo uspelo po svojih najboljših močeh pustiti sled v slovenski politiki, kolikor pridem noter, za dobrobit slovenskega naroda, kot tudi lokalne skupnosti in pa stranke, ki me podpirajo. Politično sem pa polnoma neobremenjena, dobro veste, in zato vsekakor bom skušala to, kar je pač tudi vodilo stranke, razmišljati in pa delati po zdravi kmečki pameti. Menim tudi, da je atribut več žensk v parlamentu vsekakor na mestu. Veste, vsi poznate ali pa poznamo prednosti žensk. Marljive smo, dosledne smo, delavne, vztrajne in pa seveda nekako v kritičnih situacijah znamo najti mogoče optimalno rešitev ali pa eno izmed optimalnejših rešitev. Znamo se dogovarjati, znamo kompromitirati. Tako da, no, sve verjamem, da moški tudi, ampak mogoče smo vseeno. Nisem se za to nasmešal. Ne? Sicer pa težki časi so pred nami in graditi gradove v oblakih in obljubljati nemogoče nima nobenega smisla. Lahko bi obljubila najnižjo penzijo 1000 evrov, vsi vemo, da ni realno. Fejst bomo mogli stisniti, vsi skupaj bomo mogli šparati zato, da prijemo na zeleno vejo, pa mislim, da to ni problem. Če se to v družinah ali pa v lokalnih skupnostih da, se še bo na državnem nivoju dalo. Če vemo, da moramo pač neke nadstandardne privilegije, ki jih imamo, dati stran za to, da nam bo čez 2-3 leta boljše, mislim, da je to čisto sprejemljivo, pa da nam bo to nekako moglo iti v glavo. Ker drugače, brez šparjanja, pač res ne bo šlo, ampak vseeno, mogoče, včeraj smo se sedli skupaj s predstavniki vseh 3 občin, pa se pogovorili, kaj je tisto, s katero občino žuli, kaj je tisto, kaj je prioriteta na lokalnem nivoju. Na koncu koncev, če bom izvoljena od vas, zaradi tega, ker vi verjamete v mene, zaradi tega, ker vi želite, da predstavljam glas iz naših krajev, tam v Ljubljani, tam v parlamentu. Že program stranke, Slovenske ljudske stranke, je zastavljen tako, da se bo najprej in največ naredilo na področju gospodarstva. In tudi tukaj v naših krajih ugotavljamo, da nimamo primernih prostorov za namestitev in širjenje gospodarskih dejavnosti. Skratka, ljudje so zainteresirani, da bi kakorkoli širili gospodarstvo, ampak zaradi nekih določenih zakonskih omejitev to ne gre. Se pravi, to je ena izmed tistih prvih nalog, za katere si bom prizadevala. Potem za finančne podpore inovativnim rešitvam v gospodarstvu. Skratka, v občini Zreče so izdelali en program, eno nalogo si, da bodo vse patente in vse neke inovacije na nek način nagradili in menim, da bi bilo to smiselno
na vse občinske strukture oziroma vse občine in pa tudi na državnem nivoju v tem smislu. To bo verjetno še o tem kaj več povedal naš predsednik, ampak skratka, finančna podpora pri inovativnih rešitvah v gospodarstvu, potem za naše kraje, predvsem povečanje odstotka samooskrbe z lokalno pridelano hrano. Včeraj sem poslušala izjavo našega predsednika, ki pravi, da si pridelamo samo za zajtrk hrane in da to ni dovolj, da si želimo v naslednjem mandatu pridelati hrane, vsaj še za kosilo, lastne hrane. Potem prizadevala se bom tudi za uresničitev projekta lokalnih tržnic, skratka hrana, ki se bo pridelala v teh naših krajih, da se bo lahko uspešno prodajala v šolah, v vrtcih. Skratka, zadeve bo treba temeljito načrtovati, se dogovarjati z temi javnimi zavodi, popisati potrebe in v sodelovanju z kmeti to tudi realizirati. In pa, da se seveda tržnice, ki so nekako ne morejo zaživeti, zaživijo v pravi meri. Potem prizadevali se bom za ohranjanje in skrb ohranjanje narave v smislu ekologije. Tu imam v mislih preskrbo za zdravo pitno vodo, čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, potem poplavna varnost, potem nadaljevanje medobčinskega projekta Čistimo reko Dravinjo. Tu so še obnovljivi viri, ki naše okolje polno lesa, potem biomasa in učinkovita raba energije in pa fotovoltaika. Nekaj že imamo v konicah, nekaj tudi v Zrečah, ampak vsi javni zavodi, strehe javnih zavodov so ravno primerne za to, da se sončne elektrarne postavijo. Potem turizem v našem področju je vsekakor pomembna gospodarska panoga, ki bo tudi v bodoče zagotavljala nova delovna mesta in pa prizadevala se bom lokalnemu okolju prijazen turizem, nekako si ne znamo predstavljati, da bi se šli nek turboturizem, ker to za lokalno prebivalstvo nikakor ni prijazno. Se pravi, da se turistične kmetije prilagajajo potrebam ljudi, ki se bodo v naših krajih ustavljali brez pretirane agresivnosti. Osebno pozornost pa bom posvečala tudi ranljivim skupinam prebivalstva, za katere sem zadnjih 7 let nekako si skušala prizadevati, da smo jim tiste njihove stiske skušali zmanjšati. To so seveda socialno ogrožene družine, ostareli, invalidi, otroci in pa prizadevala se za socialno pravičnost. Tukaj v zvezi s tem tudi za socialno podjetništvo, ki temelji v vključitvi na družbeno koristno delo. Vitrančani imajo težave z dokončanjem kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij. Se upam, da nam bo uspelo izbrskati za kakšno notranjo opremo. Glejte, karkoli bom rekla naprej, bom mogoče zvenelo kičasto. Zato bi se mogoče jaz tu ustavila. Vsekakor, kot sem delala tudi do zdaj, bom skušala priti lokalni skupnosti naproti. Če bom izvoljena, poslanska pisarna je na voljo v prostorih občine Gorice in bom na voljo za vse pobude in za vse ideje. Toliko zaenkrat z moje strani, pa bi prosila, če me gospod Žerjav dopolni. Hvala lepa za besedo. Danes je taki turoben jesenski dan, lepše bi bilo sicer, če bi sijalo sonce, ampak kljub temu dajmo si predstavljati sonce, glede na to, da predstavljamo odlično
našo kandidatko v kateri volilni enoti, v tretji volilni enoti, v 7. volilni okraji, gospod Renato Gabrovec. Jaz sem se z njo prvič srečal pred kratkim, ko sta za županom prišla do mene. Takrat je bila še zelo negotova, ravno v fazi odločanja, ampak ko mi je povedala svojo, kako bi rekel, kariero, sem takoj vedel, da je to človek, ki je pravi za to, da kandidira za poslance in lahko v poslanskih klopeh naredi veliko dobrega. Ampak pa je res tečna, ne? Samo ena je. Pa ne dam mira. Skratka, nekdo, ki je dolgo let delal v zdravstvu, nekdo, ki leta in leta dela, bom rekel, v tem humanitarnem delu, je zagotovo nekdo, ki razume stisko ljudi. Zadnji časi pohodim tako po Sloveniji in se pogovarjam z mnogimi ljudmi, ugotavljam, da nas je Slovenke in Slovence strah. Strah vse po vrsti, obstaja velika zaskrbljenost vseh za to, ali bodo obdržali službo, ali bodo tisti, ki nimajo službe, dobili službo, ali bodo lahko plačevali položnice, ali bodo na koncu imeli sploh kaj dati za vonec. Iz tega straha izvira praktično to grozljivo nezadovoljstvo z stanjem, ki v tej državi je. Jaz sem osebno tudi zaskrbljen. In tukaj vidim veliko priložnost gospe Gabrovec, da bo lahko pomagala odgovarjati na ta vprašanja, kaj in kako rešiti ta strah. V delovnem načrtu Slovenske ljudske stranke je cilj, osnovni cilj, da ta strah v naslednjem mandatu zmanjšamo. Jaz verjamem, da ga ne bo mogoče čisto odpraviti, ker bo najbrž izhod iz te krize trajal dlje časa. Najbrž 2 mandata, če ne še več. Ampak naš cilj je, da ta strah zmanjšamo, da se bo vsak lahko preživljal za svojim delom in da bo vsak verjel v pravno državo. Tukaj imamo nekaj jasnih ciljev, nekaj jasnih segmentov, ki bi jih izpostavil v našem delovnem načrtu. Pod številko 1 je to gospodarska rast. Samo z gospodarsko rastjo se bomo lahko frontalno spopadali z socialnimi vprašanji, z brezposelnostjo in z vsem, kar tukaj zraven spada. Da bomo dvignili gospodarsko rast, bomo prvič to gospodarstvo razbremenili tako davčno kot administrativno. Prvič zmanjšali bomo davek od dohodka pravnih oseb, uvedli bomo pavšalne davke za mikro in mala podjetja in uvedli bomo olajšave za investicije. In četrta stvar, ki se mi zdi morda še pomembnejša kot vse to, kar sem naštel, je da tisti, ki ima denar v žepu, projekte za investicijo v roki, mora gradbeno dovoljenje dobiti čez noč. In tukaj pika. In tu ne bo pogajanj, in tu ne bo pogovarjan in debatiran in filozofiran. To se mora zgoditi, ker sicer se mi gospodarstvo v tej državi preprosto ne more. Torej, gospodarska rast, pod številko 2, učinkovita javna uprava, ki bo preprosto morala spremljati dogajanja v gospodarstvu. In gospodarstvo bomo lahko razbrnili takrat, ko bomo v javni upravi prihranili sredstvo za to. Tako da na tem področju varčevanja v javnem sektorju bom zelo odločen, bom zelo brezkompromisen, dosleden in načelen do vseh enako. Noben proračunski uporabnik, tako posreden kot neposreden, ne more v času krize trošiti več, kot je trošil v času konjunkture. Preprosto ne gre in ne more iti. In tukaj bomo zagotovo v nas absolutno
zelo, zelo dosleden. Številka 3 je pravna država. Jaz mislim, da smo na tem izpitu v Sloveniji padli. Zadevo bom poskušal ilustrirati skozi primer. Spomnite se afere Čiste lopate, včeraj je bilo ponovno obravnava. Če se spomnite, ta Čista lopata se je zgodila takrat, ko sem sam bil še minister. Mnogi ste morda že pozabili, da sem jaz bil kdajkoli minister. To je bilo v letu 2008, poleti. Takrat so se zgodile spektakularne aretacije. Danes se piše leto 2011, konec tega leta je že praktično in epiloga te zgodbe še vedno ni. Šlo je za preprosto zgodbo, bom rekel, podkupovanje in tako naprej in tako dalje. Sprašujem se, kaj za božjo voljo se je delalo 3,5 leta, da ta zgodba še ni končana. Medtem je ta isti primer v Nemčiji dosegel epilog. Obsojenec je bil obsojen, je bila naložena kazen je plača in zgodba je končana. V nekaj mesec. Pri nas pa malte, da ne sodišče pošlje protokolarno vozilo po obdolžencu, da se sploh udeleži razprave. Skratka, narobe svet. In na taki način seveda učinkovite pravne države preprosto ne bo. Zato predvidevamo tukaj kot edini instrument, ki ga imamo na razpolago, da to učinkovitost izboljšamo, popravimo, da ukinemo trajni sodniški mandat. Kandidat za okrajnega sodnika mora izpolniti pogoje 30 let starosti, mora imeti pravno fakulteto, mora imeti državni pravniški izpit in 3 leta delovne dobe. Kjerkoli, ne v sodstvu. Lahko tudi v svojem DOO-ju in na osnovi teh pogojev dobi trajni sodniški mandat za delo na okrajnem sodišču. Jaz mislim, da ti pogoji niso zadostni za to, da dobimo dobrega sodnika. Sodnika, ki se bo tudi na okrajnem sodišču soočil z človeškimi pravicami, z mnogimi problemi. In ljudje se najprej soočajo z pravno državo, pravno na okrajnem sodišču. Mimogrede, tudi sojenje patrija teče na okrajnem sodišču. Tako da, to so pomembne zadeve in jaz sem trdno prepričan, da lahko to učinkovito spremenimo s tem, da ukinemo ta trajni mandat. Smo pa tudi zato, da se v našem delovnem načrtu je predvideno, da se do 1.6.2014 formira finančna policija in da se računskemu sodišču in protikorupcijski komisiji, ki sta v tem trenutku brez zoba tigra, ti zobi dodajo, da boste lahko tako eden kot drugi tudi koga vgriznila. Ne samo, da laja tam, da boste tudi koga vgriznila. Skratka, na tem, ta segment se mi zdi izredno pomemben. Da vrnemo vero in zaupanje v pravno državo. Četrti segment je samooskrba Slovenije z zdravo domačo hrano. Res je, zadnjič sem ilustriral samooskrbo Slovenije skozi plastičen primer. Skratka, v tem trenutku se v Sloveniji predela hrana za nas Slovence samo za zajtrk. Približno 30%, mogoče kaj več. Za zajtrk si še pridelamo hrane. Za kosilo in večerjo pa smo lahko lačni. Skratka, blazno strateško vprašanje in se mi zdi nepopulistično, še kaj drugega bi rekel, da ne celo neumno, ko so mnogi mladi ekonomisti včasih trdili, da je nacionalni interes Slovenije ta, da so police v trgovinah polne hrane, pa ne glede na to, odkot prihaja. Jaz mislim, da temu ni tako. Da moramo vendarle
Slovenci, glede na to, da imamo takšne pogoje, da imamo takšno podnebje in tako naprej, da moramo svojo za sebe hrano pridelati sami in to hrano še izvoziti. Tako da načrt je, da vsaj v naslednjem mandatu si pridelamo hrane še za eno slabo kosilo, če že ne za dobro, večerjo bomo pa pol uredili v naslednjem mandatu, skratka v mandatu za tem, ki prihaja. Tu je skritih ogromno delovnih mest. Izračunali so, da je 15% samooskrbe povezano z približno 10.000 delovnih mest. Je pa res, da se tudi ta pridelava hrane mora splačati. Brez tega, da se ne bo splačala, pač nihče tega ne bo počel, ker ljudje pač živimo od tega, kar zaslužimo. Tu pa je na potezi seveda kmetijska politika, ki bo to seveda morala ustrezno spremljati in koliko bo nam to dano, bomo to zagotovo spremljali. Dotaknil bi se še morda samo državnega lastništva, ki se v zadnjem času ponovno postaja kot neka skratka največji kamen spotike. Slovenska ljudska stranka se seveda zaveda realnosti situacije, da v Sloveniji preprosto ni lastniškega kapitala, ki bi lahko tako ali drugače vstopil v pomembne gospodarske subjekte, ki so v tem trenutku v državni lasti. Govorimo o Novi Ljubljanski banki, govorimo o Mercatorju in tako naprej in tako dalje. Jaz se tega zavedam. Kot odgovoren gospodarstvenik pa se zavedam tudi tega in sedaj kot politik se pa zavedam tudi tega, da preprosto vsega čez noč po dolgem in počez v tej ihti ne smemo prodati. Ker je to neodgovorno. Če potegnem povezavo, vsi smo kaj podedovali. Vsi imamo kako dediščino od očeta, starega očeta. In ta dediščina ima posebno mesto, vsaj v mojem primeru. Posebno mesto, poseben odnos do te dediščine. Poglejte, to, kar imamo mi v tej državi, smo podedovali od naših očetov in dedov. To so oni ustvarjali. In to, kar je bilo ustvarjeno, nam je omogočilo, da smo se osamosvojili. Brez lastne ekonomske neodvisnosti te države ne bi bilo. In zdaj razmišljati, da bomo pa zato, ker smo se slučajno znašli v eni krizi, da bomo kar vse počez prodali, tu sem pa jaz absolutno proti. Imeli smo zmagovalnega dirkalnega konja, ki je zmagoval, ki nam je omogočil to gospodarsko rast, ki smo jo bili priča. V zadnjem času je izgubil kakšno tekmo in zdaj bi kar tega zmagovalnega dirkalnega konja ubili in meso prodali na razprodaji. To ne bo naredil noben kmet, noben lastnik tega konja. Kaj bo naredil? Je zamenjal bo džokeja. Džokeja bo zamenjal, če ne bo v Sloveniji dašel dobrega džokeja, bo džokeja pripeljal z tujine. Skratka, to je moj pogled na državno lastništvo in tudi v tem času, ko se veliko govori o Mercatorju, jaz ne trdim, da je Mercator nacionalni interes, ni nacionalni interes. In se zavedam, da najbrž na dolgi rok to podjetje ne more ostati v državni lasti. Mora pa to državo zanimati, kaj se bo dogajalo z zaposlenimi v Mercatorju. Mora to državo zanimati, kaj se bo dogajalo z zaposlenimi v živilsko-predelovalni industriji, ki je za tem Mercatorom, in mora to državo zanimati, kaj se bo dogajalo z kmeti, ki so pa še iza živilsko-predelovalne industrije. To pa to državo mora zanimati. Ker je to strateško vprašanje, en del segmenta samooskrbe Slovenije z domačo hrano. In jaz povem direktno, Agrokor ni lastnik, ki bi dajal pozitivne odgovore na ta vprašanja, ki to državo mora razmisliti. Ni. In ne more biti.
Tako da, še to bom dodal k vsemu temu, Slovenska ljudska stranka je v tem mandatu vendarle vodila eno konstruktivno politiko konsenza. Nismo se šli populizma. Velikokrat smo interes te države postavili pred interese stranke, pred tem, kaj bo določena odločitev pomenila za javnomnenjsko podporo naše stranke. Tudi takrat, ko ni bilo enostavno. To nismo počeli samo z besedami, ampak smo počeli tudi z dejanji. In to bomo počeli tudi v naslednjem mandatu. Popolnoma enako, brez odstopa. Zato, ker se zavedam, da preprosto drugače ne more biti. In to bodo, upam vsaj, ne? To si želim, počeli tudi druge politične stranke. Brez dogovora, brez kulturnega političnega dialoga v naslednjem mandatu ključnih sprememb, ki so potrebne, pač ne bo moč storiti. Tako da jaz pričakujem od vseh svojih političnih tekmecev, da vendarle na tistih ključnih izzivih te države poskušamo najti konsens in da pri tem ne ubiramo poti izključevanja. Izključevanje tokrat ni dovoljenje. Mi bomo mogli sodelovati, tako ali drugače, ne glede na to, kje se bo kdo znašel, ali v koaliciji ali v opoziciji. Mi bomo mogli sodelovati. Tako da, tukaj bo ta politika Slovenske ljudske stranke ostala ista, nespremenjena in jaz verjamem, da bodo to volivke in volivci na teh volitvah tudi znali nagraditi. Tako da verjamem, da bo Slovenska ljudska stranka v naslednjem mandatu imela dobro število poslank in poslancev in verjamem, da bo med njimi tudi Renata. Hvala. Hvala lepa predsedniku in bodočemu mandatarju, magistru Radovanu Žerjavu, za te spodbudne besede in pa tudi za predstavitev glavnih poudarkov stranke, ki se resno loteva teh volitev. Sedaj bo mogoče prosil za kratko minutko, dve oceno ali pa pogled, osebni pogled vitanskega podžupana Milana Hrovata, kako gleda na volitve in pa mogoče na samo kandidaturo, na osebnost Renate Gabrič. Hvala lepa, župan, za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani, pa tudi strani naše občine Vitanje. Ko smo slišali za ime Renate Gabrič, da bo kandidirala za poslanko, za Slovensko ljudsko stranko v tem našem volilnem okraju, smo se v Vitanju, v Slovenski ljudski stranki in tudi širše zaveselili tega imena. Predvsem zakaj? Zato, ker že sam njen življenjepis pove to, da je gospa Renata že od mladih let kot medicinska sestra pa vse skozi delala predvsem za ljudi. In če kdaj prej, tudi sedaj najbolj rabimo take ljudi v državnem zboru, ki bodo zagovarjali ljudstvo in dejansko Slovenska ljudska stranka ima v slovenskih konicah takšne kandidate in mislim, da tudi druge. Gospa Renata, želimo, da na teh volitvah zmaga in da bo dobra poslanka v državnem zboru in da še bo naprej zagovarjala in pomagala ljudem, tako kot je počela tudi do sedaj na svojem delovnem mestu. Hvala lepa, gospodu Hrovatu. Pa še mogoče dolgoletni predsednik občinskega odbora, sedanji podpredsednik Stane Frim. Hvala za besedo. Pozdrav vsem vam. Na kratko, Renata je nov obraz v slovenski politiki, vendar pa ni nov obraz med našimi ljudmi, saj je znana po tem, da rada pomaga, vedno priskoči na pomoč ljudem, ki so pomoči potrebni in verjamem, da bo z svojimi vrednotami in z svojo odločnostjo svež veter v slovenskem parlamentu. Srečno, Renata. Hvala.
koncu vzamem 2-3 stavka za sebe. Moj osebni pogled je takšen, da v zadnjih 20 letih smo prišli v Sloveniji do stanja v družbi, kjer se en majhen del, en sloj, pravzaprav niti ne zaveda več realnosti, živi v svojem svetu. Na drugi strani pa imamo čedalje bolj številčno populacijo ljudi, ki pa imajo težave s tem, kako pravzaprav preživeti. In to osnovno vodilo, ko smo razmišljali, koga pa v tej Dravinjski dolini dati na položaj, mu omogočiti, da se začne boriti za to široke množice ljudi, je seveda to, kar je bilo danes večkrat omenjeno, pa mislim, da nič ni odveč, če še enkrat prav iskreno in tudi resnica je takšna, da Renata, če kdo potem v tej dolini ona najbolj pozna, kdo so tisti ljudje, kakšne težave jih tarejo in na koncu koncev ima tudi izkušnje, kako jim pomagati. In pri vsem tem je pomembno še nekaj, vse ostalo je bilo že omenjeno, je oseba, pri kateri še nisem doživel, da kar smo se dogovorili, da bi, tako kot nekateri radi naredijo, pozabili pa malo drugače naredijo. Kar smo se dogovorili, če bi bila, lahko bi rekli mož beseda, ampak ženska, ki drži besedo, tako pa rečemo. In mi smo se že dogovorili 4. decembra, bomo po stari slovenski in tudi ljudski navadi rekli na zdravje. Če ste pripravili kakšno vprašanje, izvolite. Bomo z veseljem odgovarjali. Tina Obrul Martin. Jaz prvo bi en vic povedal tukaj, ko smo gospod dobili zdaj notri, pa upam, da bo tako davč prišla, da bo prišla. Ko je včasih bilo hudič, pa Bog stavila, in Bog ni mogel premagati enega, pač takega bolj močnega. Pa je poklical hudiča, mislim, Bog ni mogel premagati hudiča, pa je poklical žensko. Je rekel, jaz ga ne morem premagati, rekel, ti boš pa premagala. In ženska je hudiča premagala, tako mislim, da vi boste tudi premagali vse. Drugo pa rekel, da tako se danes pogovarjamo, če bomo tako delali. Mislim, da bomo prišli res v ne prvem mandatu, drugim ali pa tretjem, čist do vrha. Če bo to vse tako uspelo, tako zdaj mislim. In tretjo bi tudi pohvalil, mislim, ko imate smisel za to, mi smo se 10 let borili za vrtce, da otroci jejo danes domačo kmečko hrano, slovensko. To je 10 let trajalo in mislim, če še bo naprej, bomo uspeli, da še drugi bo to jedli. Hvala. Hvala, Tine. In še Janko Čakš, izvoli. Ja, lep pozdrav vsem skupaj, hvala za besedo. Jaz bi pač se oglasil kot predsednik krajevne skupnosti. Prvo bom tako rekel, gospa Renata, čestitam vam za vašo hrabrost, za vaš pogon. Čestitam tudi že kar za izvolitev. Bi pa prosil, da pomagate našemu županu, da v Pločah pa če šlihtamo tisti vrtec in pa ta nesrečni pločnik, ki ga že delamo 10 let. Ja, malo otroci še na nadježi stojijo, drugače pa kot sami krajani Loč, sami smo videli, da smo z našim županom zadovoljni, on pa sam v sami državi ni mogel dosegati nič, ker ni imel ne v onem, kaj že poslancu podpore nikjer. Prosim lepo, ker to se v fejs poznam. Še enkrat čestitke in upam, da bo. Hvala lepo, Janko. Prosim. Slavko Gren, izvoli. Sam delam kmetijstvo in poudarek naše kandidatke, da bo podpirala samooskrbo, da bomo začeli jesti slovensko hrano, da bomo podprli širše, ne samo pridelavo hrane, ampak da bomo podprli podeželje kot večji del naše domovine. To je za mene en od bistvenih poudarkov, kajti če smo pogledali nekje v tujini, pred kratkim smo tudi bili z občino v takim primernem kraju, vidimo, da so ljudje iz 8% zaposljivosti prišli do 82% zaposljivosti na področju, ki je bilo izrazito revno. Ta možnost ima cela Slovenija. In mi moramo začeti delati pri sebi, pri svojih ljudeh, pri svojih zmogljivosti
postajati stalno bolj samozadostni in ne samo na prehranskem področju. Ta zgodba pelje tudi v energetsko, turistično in tudi kulturno in drugo samozadostnost do neke mere. In če bomo, to pa je program Ljudske stranke in program naše kandidatke, in mislim, da je to tista smer, ki v bodočnosti pelje zelo široko in je kot sonce, ki pelje svoje žarke navzven, vendar pomeni tudi premik v zavedanju in premišljevanju ljudi. Hvala lepa. Hvala, Slavko. Še želi kdo besedo? To drži absolutno. V Bruslju se pogovarjajo o 3 varnostih. O obrambni varnosti, o energetski varnosti in o varnosti z hrano, prehransko varnost. To so 3 varnosti, ki so ključne. In v Sloveniji smo se praktično ukvarjali samo za eno, za obrambno. Kot da bi bili mi res ne vem kakšna velesila vojaška in ne vem kako ogroženi in ne vem kratka groza. Zdaj počasi ugotavljamo, da je tudi energetska pomembna. V prehranski pa se praktično sploh nismo pogovarjali. Se sem dejal, kakšno je razmišljanje. V Šparu je dosti polic in na policah je dosti blaga. To je naša prehranska varnost. In to je zgrešeno. Tako da tu se absolutno strinjam. Prav. Hvala. Še kakšno vprašanje, pobuda, mnenje? Hvala lepa. Novinarji se že nasmihajo, ker zdaj vaju čakajo. Vse skupaj pa po tej naši štajerski šegi vabim na drug konec na eno malo južno.